Današnji dan je za Slovenijo prav poseben dan. In če pred nedavnim je bil tudi za Slovence poseben dan posvečen kulturi, le ta pa je dobršen del naše identitete, želeli to priznati ali ne. Veste, kultura je tisto nekaj, nadgradnja našega biti, tisto nekaj, kar bo naši minljivosti navkljub živelo in preživelo skozi stoletja. Tisto nekaj, kar bo pričalo o nas samih. Tako kot zgodovina, ki je, kakršna je in takšna je. Z vsemi svojimi dobrimi in slabimi obdobji. A natančno takšna je naša. In kakršnakoli potvarjanje zgodovine pomeni tudi potvarjanje resnice o nas samih. Kajti, se veste, poznate učinek metulja. Če bi ne bi bilo tako, kot je bilo, mi ne bi bili, kakršni smo. Zato jo je potrebno sprejeti, se z njo sprijazniti, se iz nje učiti in ji predvsem končno že dopustiti, da postane to, kar je. Zgodovina. In od tu dalje izhaja tudi tisto, kar mene osebno prepriča, sem pa, da predvsem tudi moje vrstnike in če marsikogar, zelo moti. Tako zelo moti, da današnji dan težko sprejemamo kot praznik, sploh kulture in slovenstva. In kaj to je, se boste vprašali? Vi, odrasli, vaše obnašanje, ki je najmanj dvolično, če ne bi bil ustreznejši še kakšen težji izraz. Se sploh zavedate, kaj počnete, česa nas učite, kaj nam vsak dan znova postavljate kot vzor. Se veste, vi naj bi bili naš vzor, vsaj morali bi biti. V resnici pa naj obrnem takole. Je prerekanje res tisto, česar nas želite naučiti? Je širjenje nestrpnosti res tisto, kar nas želite naučiti? Je žaljivost res tisto, česar nas želite naučiti? Je sovraštvo do drugačnosti res tisto, česar nas želite naučiti? Se zavedate, da s svojim obnašanjem in početjem nikomu ne delate dobro, tudi samim sebi ne. Kajti od nekdaj smo in zavedno tudi bomo na teh prostorih, če se izrazim malce pesniško, živeli različni si ljudje. In ravno tej različnosti smo si lahko enaki, dokler smo dobri, prijazni, empatični, pridni, pripravljeni pomagati, dokler smo človeški. Naj nas naučite tega, odrasli. Oziroma tega najprej naučite sebe, da se bomo potem lahko zgledovali po vas, saj se v tem trenutku ne moremo in se niti ne želimo, ker si tega ne zaslužite. Morda ne bi bilo napak, če bi, ker so vas danes verjetno sama polna usta kulture in dr. Franceta Prešerna, prisluhnili kitici Zdravljice, ki je z namenom naša himna, saj veste. Živenaj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Ste uro slovenščini, kot ste je obravnavala Zdravljica, špricali, ali ste samo pozabili na te besede? Kakorkoli že, skrajni čas je, da si jih spet spomnite in jih predvsem začnete upoštevati. Pa lep praznik kulture vam želim.